Jasmina in Aleš Turnšek nista le dobra pevca, ampak se odlično znajdeta tudi v kuhinji. Mi smo bili nad njuno rižoto iz divjega riža navdušeni. Jasmini in Alešu smo tokrat v salonu kuhinj Gros Novak pripravili same zdrave sestavine, tudi paleto hladno stiskanih olj, ki jih Jasmina tudi sicer rada uporablja. Pa mleko in mlečne izdelke s kmetije, kjer predelujejo kravje, koze in ovčje mleko iz okoliških preverjenih kmetij. Tudi začimbe so v naši kuhinji iz biološke pridelave. Zraven pa smo dodali tokrat še divji riž in pelate. Solila bosta soljo iz nedotaknjenih globin Alp, pramorsko soljo 7001. V naši kuhinji je tudi danes biovino Šuman, pridelano iz neškropljenega grozdja. Vsem tem dobrotam pa smo dodali seveda še košarico zelenjave z domačega vrta. Ok, živijo. Se pravi, mi bomo danes nekaj skuhala, oziroma Jasmina bo kuhala, jaz sem bolj pomočnik. Delala bo pa divji riž z zelenjavo in gobicami. Točno tako, in dajva najprej kuhati riž, tega le bova vzela. Jaz predlagam še nekaj prej, kar je zelo pomembno. Čisto na začetku vzamemo čebulo, jo postavimo na pult in enostavno počakamo, da pride na vrsto. Točno, enkrat bo sigurno prišla na vrsto. Prosim, če tole odpreš. Najprej bomo dali kuhati riž. Naj povem, tale riž, oziroma sploh ni riž, ampak je prav posebno zrno, ki ne spada med riž. Bomo dali kuhati, kuha se 60 minut, od 45 do 60 minut. Zato ga bomo prej skuhali, vmes bomo pripravili vso zelenjavo, ki jo bomo potem dodali rižu. Tako, in zdaj počakamo, tako kot sem rekla, približno 1 urco, da se riž skuha. Ok, zdaj pa na vrsti, medtem ko se riž kuha zelenjava. Naj povemo, da smo jo že prej oprali, bolj ziher in bolj zdravo. Tako da Jasmina bo imela čez gobice. Tako, ti pa čebulo. Tako čebulo, ki smo jo že prej pripravili. Izvoli. Tako da je pripravljena. Sem kar lupo. Danes smo izbrali šampinjončke. To so take splošne, preverjene gobice, ki jih najbrž vsi poznate in jih uporabljate. Čebulo narežemo na čim manjše koščke. Tako, jaz sem šampinjončke pripravila. Čebula bo vsak čas. Bom vzela kar bučko. Se mi zdi, da ko kuhamo, glede na kakšen način narežemo zelenjavo, potem ima tudi takšen okus. Evo, takole čebula je pripravljena, oziroma narezana. Maknemo krožnik. Tako, tudi bučka je že pripravljena in narezana. Tako, malo bomo še posolili, da bo tale naš rižek prej skuhan. Zelo dober. Tudi na žličko bi ga lahko zjutraj, recimo. Paprika je pripravljena. Vsi super. Ja, tako da imamo vso zelenjavo. Tako, a slišite, kako lepo že cvrči? Pražili bomo tako dolgo, dokler malo ne postekleni oziroma ne zadiši. Ne smel pa je preveč. Evo, lahko to malo mešaš ti? Bom pomagal mešati. Jaz pa malo pogledam tukaj, kaj bom dodala, kakšno začimbico. Kuhalnica ima več namenov, eno je za mešati, drugo pa žena lahko uporabi za druge stvari, če ji ne pomagate. Dobro si to rekel, imaš izkušnje? Ne. Zdaj tako, jaz imam navado, da pač začimbe tudi malo popražim že s čebulo, da dobijo malo tist, da malo porjavijo, da dobijo tako super pravo aromo. Zato si jo malo prismuknilo tukaj. Ja, meni gre zelo dober. Ti pa sam mešaj. Samo mešaj. Upam, da sem prav prebrala, ni pekoča. Čakajte, še enkrat preverim. To je dobro, da velikokrat preverite, lahko tudi se veste zmotite, pa pač morate vse še enkrat. Zdaj pa še ena zelo pomembna sestavina za kakšne omake, ki jih dajemo v riž oziroma testenine. Vsi dobro poznate pelate, tele so že pripravljeni, paradižnikovi pelati. Mišice tvoje raven. To bom jaz odprl, če bo šlo. Evo ga. Super.
V redu bo zaenkrat. Takole bučke. In gobice. In gobice. A gleda dober? Zelo. In še seveda tole živo barvo ognjeno bomo dodali, da bomo mi sami bolj ognjeni in bomo imeli čez dan veliko energije. Pa še soliti je treba. Zdaj sem pa izbrala tole grobo morsko sol. Ok, medtem, ko čakamo, da se tole do konca skuha, je pa čas za eno pesem, ki jo bo zaigrala in sicer najnovejšo Zlomljena srca. Ok? Nisem ti verjela, saj ti nisem snila, ostal si z mano tisto noč, usoda vzela je vso moč, prišli so in vzeli mi vse. Se mi zdi, da še ena malenkost manjka. Ja, kaj bi dodal? Vin. Marvinčka, izvoliš. Malo vinčka, sicer to je stvar okusa, ampak če damo takole, bo čisto dovolj. Je tudi bio vino, tako da bo še boljše. In še bolj zdravo. A se ti še za nekaj? Te povabim na nekaj. Na en sokec. Dajva ga. Zdaj, ker sva tako dobro pela, moramo malo glasilke navlažiti. V redu. Takole. Pa še ščepec aronije. Aronija ima zelo veliko vitamina C. Sploh zdaj si jo privoščite ob teh zimskih dneh. Evo, na zdravje. Pomešamo na zdravje. Ja. Moš tako, ja, kot kakšen dober liker, pa da vidiva. Tako preverimo našo zelenjavno mineštro. O, zelo lepo. A vidite, kako so se vse sestavine skupaj prepojile. Medtem pa tudi pripravimo že sir, s katerim bomo na koncu posuli vso zadevo. Tale rižek bomo razporedili tukaj po krožniku. Dodava še omako. Tako je. Sirček se bo tudi lepo stopil, ker je jed še vroča. Evo, takole. Na tole stran bomo pa dodali eno olje, katero bomo zbrali, evo, orehno olje. Zalijte na vsi. Tako par kapljic. Kaj je? Na zdravje. Na zdravje. Jaz sem pri hrani želim tako, da sami izberete ekološko, zdravo, da se trudite, ker boste s tem naredili res največ za sebe, barvito. To je to, no. Glede hrane, kar se tiče. Predvsem pa kuhajte z ljubeznijo, radi se imejte in hrana bo vedno dobra. Pa dober tek. Dober tek, pa na zdravje. Čini.
Ja, reportažo z našega snemanja in recept pa si lahko ekskluzivno preberete v reviji Anja. Jaz pa vas vabim, da ste v naši družbi spet prihodnji mesec. Nasvidenje do takrat.